Spoštovana veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju, gospa Ksenija Škrilec. COVID-19 je na novo zavrtel svet. V tem času se je še bolj izkazalo, kako pomembna so predstavništva v tujini za Slovenijo. In tudi v Slovenski gospodarski zvezi se nam je na primer povpraševanje potrojilo. V tem trenutku bi se tudi rada iskreno zahvalila vam, ker ste nas ves čas ažurno obveščali o vseh aktualnih informacijah in ste bili za nas zelo velik vir zelo dober vir informacij in super smo sodelovali pri reševanju težav povezanih s Slovenijo. Tako da iskreno hvala. Kako pa je za vas spremenil ta čas delovanje veleposlaništva? Ja, hvala lepa za te spodbudne besede. Z vami tudi sicer brez krize zmeraj odlično sodelujemo in jaz sem prepričana, da bo tudi tako naprej. Takšno sodelovanje ne bi bilo možno brez čudovite ekipe, ki tukaj na Dunaju deluje na veleposlaništvu. Potrebno pa se je bilo reorganizirati. Od običajnih del, marsikdo, s katerim sem se pogovarjala v tem času, je bil prepričan, da smo imeli veliko prostega časa. Temu ni bilo tako. Zaradi okužb in preventive smo se organizirali tako, da je bila polovica ekipe en teden doma, od doma delala, drugi del pa na veleposlaništvu in menjavali smo se tedensko. Razdelili smo si delo, ki se je pretežni del preusmerilo enkrat na konzularno dejavnost in tukaj so poprijeli vsi diplomati, začenši z mano in zaključivši tudi z voznikom po celi hierarhiji navzdol. Kajti kriza je pomenila tudi veliko vprašanj. Države so se morale odzivati glede na situacijo in kot tudi vidimo danes pri Avstriji, tako pri Sloveniji, se ukrepi, zdaj smo že pri fazi rahljanja, se spreminjajo vsak dan. Tedensko pa tudi odredbe, uredbe. In to je treba implementirati. In pri implementaciji, pri vsaki novi spremembi so že na terenu vprašanja pri samem izvajanju. Tako da prvič sodelujemo z avstrijskimi organi pri harmonizaciji ukrepov in pri njihovem izvajanju, konkretno na meji. In vsi državljani, avstrijski ali slovenski, ki se soočijo z težavo ali pa ki imajo vprašanje, preden gredo na pot, pokličejo. Zato je bilo telefonov ogromno. Drugi sklop dela je bilo poročanje. Pomembno je imeti v Sloveniji informacije o sosednjih državah, kajti ukrepi v Sloveniji, predvsem kar se tiče prehajanja, prehodnosti meje, so smiselni takrat, če so usklajeni. In tudi ta dialog oziroma informiranje in potem usklajevanje poteka še danes. Naprimer, mogoče en dogodek, ki smo si ga vsi zapomnili in si ga bomo, čez noč smo organizirali sobote na nedeljo odhod slovenskih državljanov iz Tirolske. Najti je bilo treba avtobus organizirati iz raznih predelov Tirolske, pobiranje slovenskih državljanov in potem njihovo prepeljanje v Slovenijo, na slovenski strani pa organizirati tudi njihov pregled, testiranje in tudi za začetek so šli v skupno karanteno, tudi kraj, torej usklajevanje povsod. Ko smo že pri mejah, včeraj se je zgodil en tak prelomen dan ali pa informacija, ki je prišla na plan in sicer zvezni kancler Sebastian Kurz in pa gospa Angela Merkel sta se dogovorila o tem, da bi s 15. junijem pravzaprav odprli popolnoma mejo med Nemčijo in Avstrijo. In potem postopoma naj bi sledile tudi sosednje države. Kako nam vi lahko interpretirate to informacijo, ker si jo zdaj seveda vsi predstavljamo, mogoče vsak malo po svoje, ne?
Ja, točno tako. Tudi me je nekdo na poti že vprašal, kako pa sporazum s Slovenijo. Torej, gre za režim in usklajevanje režima. V tem trenutku, če primerjamo režim Avstrije na meji z Nemčijo ali Slovenijo ali z ostalimi sosedami, ni razlik. In pogovori o tem, kakšen bo režim na meji s Slovenijo, so odvisni od nas, od Slovenije in Avstrije. Zakaj Avstrija zmeraj izpostavlja posebej Nemčijo, pa vsi vemo. Gre za največji trg za avstrijski turizem. Tako je. In prav tako, kot je tudi Nemčija pomembna za slovenski turizem. Vsaka država pa komunicira in vlada skrbi za uresničevanje lastnega interesa. Zaradi tega, ker smo vsi skupaj v isti evropski družini, pa seveda je tudi povedal, da se harmonizira režim z ostalimi sosednjimi državami. S tistimi, ki imajo podobne podatke, statistike na področju okužb. In Slovenija definitivno je tista država, ki je primerljiva z Avstrijo, z stanjem v Avstriji. Določeni kazalci so celo boljši, tudi ukrepi so primerljivi pri nas z avstrijskimi. Ker torej, podatek, ki je danes odzunaj, je na 1000 prebivalcev imajo v Nemčiji 2 primera okužb, v Avstriji ta vrednost 1,8, medtem ko je v Sloveniji 0,7. Torej, to je lahko spodbudna informacija za nas, da bi to rahljanje ukrepov in odpiranje meja s Slovenijo se vendarle zgodilo, ker počasi bi šli radi domov, obiskati sorodnike, mogoče planirali dopust v Sloveniji ali na Hrvaškem. Kaj mislite? Seveda, kot vidite, je na nek način bila od vsega začetka krize meja med Slovenijo in Avstrijo odprta za izjeme. In to je bil princip. V obeh državah sta vodilni pri sprejemanju odločitev ministrstvi za zdravje, če pogledate avstrijski krizni štab ali pa slovenske odločitve, ki se sprejemajo. Ministrstvo za zdravje pretehtajo, ali so predlagani ukrepi različnih drugih resorjev iz zdravstvenega vidika sprejemljivi. In to je tudi v celi Evropski uniji prvo načelo. Tokrat je javno zdravje ima primat nad ostalimi argumenti, gospodarskimi ali drugimi. Če pogledamo, je bila meja med Slovenijo in Avstrijo odprta za izjeme. To so bili delovni migranti, zdaj se je tudi odprla za študente, dijake, maturante, dvolastniki so bili tudi že na tem seznamu za tranzit. In ta seznam izjem se zdaj povečuje. Usklajujemo ga pa skupaj. Kje lahko naši gledalci oziroma naši člani vidijo ta seznam teh izjem? Lahko na vaši spletni strani, ne? Ja, mi se trudimo, da žurno spremljamo sprejete ukrepe in jih tudi komuniciramo, tako na spletni strani, kot na Facebooku, pa tudi na Twitterju. Ker nekako opogumujoča je izjava, da bi bil lažji prehod tudi za obisk sorodnikov med Nemčijo in Avstrijo. Tako da predvidevamo, da bi se pred 15. junijem lahko podobno zgodilo tudi za Slovenijo. Glejte, ja, lahko predvidevamo. Vsi smo pri teh napovedovanjih sicer zelo zadržani prav zaradi tega, ker, kot vidite, hitrost sprejemanja ukrepov ali zapiranj ali rahljanj je zelo hitra, odziva pa se na situacijo v državi, na terenu, na zdravstveno situacijo. In če bo ta trend v obeh državah se nadaljeval, potem se bo tudi odpiranje zelo hitro sproščalo. In to so zdaj že naslednji ukrepi, ki se bodo dogajali. Tako. Od vsakega zasedanja vlad lahko pričakujemo sprejetje novih
ukrepov za rahljanje in za večjo prehodnost meje, za zmeraj večje skupine ljudi. Gospa veleposlanica, hvala za vaše javljanje iz Dunaja. Se vam še kaj oglasimo in pogumno naprej. Srečno. Hvala lepa tudi vam in pozdravljam vse člane in vsi delamo na tem, da tudi gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo teče kar se da nemoteno. Hvala lepa.